ki je odziv na eno drugo seanso in novinarsko konferenco v Slovenski Bistrici, ki se je odigrala včeraj. Moram reči, da so mene nekateri teritorialci in drugi ljudje že nekaj časa opozarjali, da nekateri politično motivirani ljudje skupaj s poslancem gospodom Slapnikom pripravljajo konstrukte in manipulacijo z namenom, da me s pomočjo laži diskreditirajo. Zato je gospod Slapnik napol ilegalno kljub mojemu pojasnilu, da sem nosilec 3 zakonov na seji Državnega zbora včeraj v Slovenski Bistrici organiziral seanso z umazanim namenom. Na tej seansi so nekateri prisotni izrekli številne umazane laži na moj račun. Glede na dokumente v zvezi z ukazom o razložitvi TO v maju 90, imajo morda nekateri tudi slabo vest. Ker nimam integralnih podatkov o pamfletni vsebini izrečenega, moram ostro zanikati laži, ki so bile izrečene in objavljene v današnjem tisku in včerajšnjem prispevku POP TV s tem razlagam, in še nekaterimi drugimi. Tako bivši načelnik teritorialne obrambe Slovenska Bistrica, prej pa občinski partijski sekretar, gospod Branko Petan, in nekdanji poveljnik štaba TO Marjan Strehar sta navajala eklatantne laži. Laž je, da je bilo orožje v mojih prostorih le od 3. do 8. julija 1991. Zdaj, odpeljali so ga nekje, verjetno avgusta ali septembro, bom potem razložil. Prav tako je eklatantna laž, da je bila manjša količina, da je bila le manjša količina oziroma le 1 tona. Orožje, municija je bila na vseh 280 kvadratnih metrov tega poslopja, gospodarsko poslopje in hiša. Hiši se je isto leto na začetku izselila ena družina in potem od maja do konca osamosvojitvene vojne so tam stanovali teritorialci. Med 15 in 20, ne vem koliko jih je natančno bilo. Potem se pa je pripeljalo orožje, ko se je praznila ložnica. In laž je, da je bilo skladišče kakorkoliko promitirano, kar je izrekel gospod Petan. Dejstva so takšna, da sem po miniranju daljnovoda pri Mariboru, že drugo miniranje daljnovoda drugod, nadaljujejo se demonstrantske akcije po Sloveniji, da so me številni mimoidoči, ker je ta objekt popolno ob cesti, nad Bistrico, na brisanem prostoru, opozarjali, da je tu splošna nevarnost. Kajti orožja je bilo ogromno. Jaz govorim o 3 vagonih, ampak glede na to, kar sem vam povedal, je bilo verjetno več. Bilo je brez čisto sleherne evidence, tako da je bilo stravno postrežno. In v odprtih prostorih, ker pač je to staro poslopje. In ker so me opozarjali, sem odšel takrat po teh, nekaj dni potem, na teritorialni štab, teritorialne obrambe in tam dejal, da naj zavarujejo orožje. Ali pa ga prestavijo v že prazno ložniško skladišče, ki ga je takrat imela teritorialna obramba. Vojne ni bilo nobene posadke ni česar. Kaj, da bi kakšno gostoljubje odpovedal? Iz razloga splošne varnosti, na kar so me opozarjali številni, sem nastopil tako, kot mora odgovoren človek nastopiti, oziroma pozoril. Potem, par dni zatem, jaz s policijo nisem kontaktiral nikdar, ali s komorkoli. Zatem so pripravljali kriminalisti iz Maribora. In so mi dejali, ko so videli, koliko je orožja, so rekli, danes po noči smo v Slovenski Bistrici pridržali in zaprli 7 ljudi, ki so se ukvarjali z drobno trgovino, z orožjem, ki je tu krog razpostrato.
rekli so dobesedno, ti odgovorni na teritorialnem štabu so nori. Povzroča se splošna nevarnost, kajti to orožje je nezavarovano. In so tudi obrazlagali, kdo vse, kakšni, tak neformalno, kakšni ljudje, kakšni tudi takrat bivši policaji so vmes, je nekdo povedal. Ne? In seveda se danes eni morda, ki so bili zadolženi za odgovorno ravnanje s tem orožjem, čutijo bezetega, vendar jaz tega nisem problematiziral v mestnem času. Samo sem pa bil, kot sem rekel, opozorjen na pripravljanje konstruktov in zato se mi pravzaprav ne zdi čudno. Je pa zelo zanimivo, da se gospod Strejhar hvali, ko pravi, da je bilo tega orožja samo eno tono, da se hvali z odtujenimi dokumenti, nepovlaščeno odtujenimi, kar je seveda kaznivo dejanje. Prav tako v Bistrici baje razpečujejo neke posnetke ti isti ljudje tajnega, nepovlaščenega snemanja določenih ljudi, kar še je stalno kaznivo dejanje. In seveda organe pregona sprašujem, ali pa jih javno pozivam, da v zvezi s temi kaznivimi dejanji storijo svoje korake. Je pa to hvaljenje seveda koristno. Sedaj se vidi, kdo je odtajeval dokumente in z njimi manipuliral. In če govorijo, da je bilo tega orožja 1 tono samo in da je bilo samo par dni, kar je eklatantna laž in seveda zelo lahko dokazljivo z pričami, me pa zanima, a je bilo s tem orožjem, ki ga je bilo nekaj šleparjev sigurno, kam je bilo odpeljano, če nimajo dokumentov? Ali je bilo to ilegalno prodano? Zdaj še samo toliko vidim, kakšen scenarij je bil narejen in kako so bili tudi novinarji žrtev tega režije in scenarija. Priča prispevek na Popu, kjer se je gospoda Maksa Kramška prikazovalo kot domačina in maščana. Je pa iz Tinja, sredi Pohorja, 12 ali pa 14 km oddaljen. Jaz ga do leta 2000, ko je postal občinski svetnik, nisem poznal. Ma pa verjetno motiv, ker se je v odnosu do mene parkrat na občinskem svetu osmešal. Na področju splošne smeha. In ima mogoče kakšne frustracije. Ampak sprašujem se, zakaj niso napotili mojim sosedom in okoličanom v Novi vasi 2 km iz Bistrice, da so šli snemati na Pohorje, da so jih napotili na Pohorje. Zakaj niso na licu mesta preverjali resnice? Tu so bili novinarji zmanipulirani. Seveda pričakujem opravičilo in javni preklic hudih lažnih, sicer bom prisiljen vzeti ustrezne pravne postopke. Naj še rečem, da je nizkotno, da omenjajo tudi mojo ženo, ki je imela takrat 2 mala otroka. In jo žalijo kot prestrašeno. Dvomim pa, da se je z bilo komu teh pogovarjala. Tudi jaz Streharja, dokler nisem postal poslanec, nisem osebno poznal. Ker jaz bil takrat v službi v Kidričeve in sem prišel proti večeru domov in tih ljudi, razen da sem pristal in seveda z veseljem ponudil te prostore, nisem se ukvarjal in jih tudi nisem srečeval v vrsti.
Bili so pa zlati teritorijalci, potem ko so držali nadvoz nad avtocesto in vojašnico iz hriba, izpred moje hiše praktično, bistriško vojašnico so imeli na Muhi. Ti teritorijalci, ki so 2 meseca spali v mojih prostorih. In nisem še eno stvar, v teh prispevkih je 2-krat rečeno, da imam status veterana vojne za Slovenijo. To je tudi eklatantna, nizkotna, umazana laž. Meni so v poslansko pisarno, mislim, da 97. leta, je gospod iz, mislim, da iz teritorijalnega štaba in tudi funkcionar takratnega veteranske organizacije, prinesel dokument, da izpolnjujem kriterije zaradi tega čuvanja orožja in teritorijalcev, da izpolnjujem kriterije za status veterana. In da me vabijo, da se včlanim. Ker sem pa, ne temu, ker sem pa že takrat slutil neke slabe namene katerih, ki bi se kljub temu upravičenemu možnosti včlanitve, da bi me diskreditirali, da iščem privilegije in koristi. In ker sam smatram, da so pravi teritorijalci, veterani, to je tisti, ki so bili aktivno z orožjem vključeni, se nisem nikdar včlanil. In je podla nizkotna laž. In na te podne nizkotne laži govorijo, da si ne zaslužim statusa in da me naj pač sankcije podzamejo. Toliko o nivoju akcije gospoda Slapnika, ki mimogrede ni iz Slovenske Bistrice, ki je takrat verjetno še bil mladoleten, ko se je to dogajalo, pa se kljub temu skuša dovoli kot orodje nekaterih vzvodov iz ozadja verjetno in da uporablja nekatere ljudi dobesedno kot plačance. Hvala lepa. Vprašanje? Vprašanje? Jaz bi se mogoče vprašala, včeraj so, se pravi, gospod Petan in gospod Strehar v bistvu svoje trditve, da tega orožja, te količine orožja ni bilo pri vas argumentirali z dokumenti. Kako komentirate to? Se pravi, ni bilo samo, da so izrekli, da je bilo pri vas manj kot 30 ton, da mi je bilo mogoče samo 10, ampak imajo dokumente. Ja, le jih naj pokažejo, kajti jaz bom s številnimi pričami, koliko da je bilo, kot sem rekel, 280 kvadratov prostorov, kritih, nekaj hiša vrtih, 180 gospodarskega poslopja, do stropa napolnjeno. In kronologijo, kdaj sem jaz prvič oglasil zaradi tega, ker je bila ogrožena, ne jaz osebno, tudi, ampak splošna varnost, bi bila lahko ob teh poročilih, ki sem si jih danes dal, ki se jih živo spominjam, da se je začel terorizem bivših oficirjev JLA. In menda je normalno reagirati odgovorno. Taki papirji, mislim, so laž, ker sploh nobene dokumentacije ni bilo na orožju. Izgledalo je kot izgubljeno in v tistem dveh mesecih so pri meni, poleg sem gradil z novo hišo, bili številni delavci, oni so si šli ugledati, se me naprosti. In so se držali za glavo, kak je to lahko tako. Mislim, na takšni lokaciji, 2 km ali pa 1 km pa pol zračne linije od Bistrice. Se pravi, vi zanikate v bistvu vse, kar je bilo včeraj rečeno? Včeraj so bile izrečene laži.